rezultata. A sem jaz to narobe razumel? Smo že noter, sorry. Kaj si rekel? Ja, ne, ti si rekel. Ja, dobro, sorry. Ne, nekaj si mi razlagal, jaz sem ne razumel. Snemali ste ta spot, si mi rekel, o zim, ampak voda je bila pa topla. Da je to razložno. Ja, to je... Da je to razložno. Kaj je to rekel? Slovenija, dežela toplic, ne? To smo snemali v Šmarjeških Toplicah, v ta toplem bazenu. Sicer marsikdo mislim, da smo mi naredili eno sobo in v sobo spustili vodo. In to ni res? Je bilo pa tako, da smo šli v topel bazen, ki ima nekih 30 stopinj. Bil je december, zunaj je bilo ničla. In smo splaznili ta bazen, naredili scenografijo in pol noter vodo spustili. Edina stvar, ki se nam je malo porušila, je, da ta voda, ki se je polnila, se ni polnila tako hitro, kot smo mi hoteli. Kar pomeni, da smo bili mokri, pa smo mogli iti ven iz bazena in to je bilo kar precej naporno, ker če imaš mokre hlače in zunaj ni stopinj, ni bih najbolj prijetno. Če bi ženski, bi si imeli hudi prehladili 100%. Vse je bilo žensk nekaj. Ampak vi, kot tudi ženske so bile za okras, ampak vi, pravi, ko se zagreje, ne? Bil kjer bolan. Mi smo se borili, sveti vojski. Takrat se je že dan, ne? Boriti. Še imeli smisel se boriti, ne? Prva vojna vrsta. Ko si že vi omenil vojsko, ne, naslednji video spot bo Raben, ne? To je pa, bo rekel, to je pa moj hit. To je bil moj hit. Prvi moj hit vaš. In naš, ampak je tvoj. Ja, tako je. Nisem ga jaz napisal, ampak, čeprav sem si ga želel, ampak prvi vaš moj hit, tako rečemo, ne? To si preko ena dobra štorija, ki jo bo tudi sam zdaj povedal, povezavi z vojsko mi je tudi zelo všeč. To moraš obdelovati zdaj javno, tule 5 gledalcev, ko to vdajo gleda, to moraš. Dobro, za teh 5, no. Ja, ne bo, ne? Ja, mi smo, to je bilo leta 98, izdali smo album Neki Raben, da te ne pozabim in prvi komad iz te plošče je bil pač single Raben. In žal, ne, po takratni slovenski zakonodaji smo morali v vojsko. Jaz sem se zmislil v vojsko, da nisem šel, sem rekel, da me orožje strah. Ja, no, eden od 4 članov je rekel, da je orožje strah, ne, in je ostal zunaj. Tako imenovani komunikator z svetom, ne. Ja, vidiš. 3 smo šli pa v vojsko in pač to smo si nekako uspeli urediti, da smo bili vsi v isti kasarni. In smo pa spremljali, dejansko smo posneli videospot, šli smo v vojsko in smo spremljali od, bi rekel, iz kasarne, kaj se zunaj dogaja, ne. In bilo res zanimivo, ker to je bil prva skladba, ki je bila res na vseh lestvicah prva in tudi za naše sovojake je bilo zanimivo spremljati nas, kako smo to doživljali tam noter, ne. In je bilo pa škoda to, ne, da smo bili pripravljeni igrati za vojsko, pač kjerkoli, kadarkoli in tako naprej. In nekdo nam je skozi podtikal in pisal na ministrstvo, tako da so nas zaprli do konca decembra not in pač nismo smeli muzicirati. In potem prvi špil, ko smo bili pa res že popularni s tem, da pač ne v javnosti, ampak v kasarni, je bil pa novoletni žur v Hali Tirki. To je bilo res vrhunsko. Pa ste v bistvu podobna štorija, ko zdaj, če poznaš reperja Lil Wayna, ko je v zaporu, ker je naredil pač neke, bom rekel, prevladatične stvari, ima pa album na prvem mestu trenutno. Teda ste v bistvu vi, ste v bistvu Lil Wayni, če gledaš za nazaj, ne? Lil Wayne pred Lil Waynom ste vi, ne? Morda, ampak pri reperjih to pomaga, ne? Pri vas pa ni. Čim bolj si baraba, tem boljše. Pri vas ni to pomaga. Pri nas... V bistvu deliral sem vojsko zaporom, ker se mi zdi enako, ne, zato. Žal ne, žal ni bilo njih najboljšno. Pa še slasno. No, ampak je bil en dober moment, ne. Bil je en dober moment, ker smo igrali, enkrat smo pa le igrali, ne. In to na Roku Torsu. In to je bilo takoj za prisego, ne. Naši sovojaki so imeli pa, kako se reče po jugoslovansko ali pa srbohrvaško puzanje, ne. Torej, je pa dež padel, ne. In je bilo zanimivo to, da je pač Roko Točec je na Torsu, ne. Kasarna, mi smo bili v Novem mestu, je bila oddaljena nekih 10 km stran. In so nas sovojaki poslušali, kako smo mi igrali, ker je šel zvok po reki, ne. In v glavnem preklinjali so, ne, mi moramo tlele po blatu, ne, te se pa zabavajo, ne. Ampak mogoče si pa takrat ti si lahko stori za vojsko, te bolelke to, si bil kaj jezni? Ne, naredili smo prav poseben žur za svoje prijatelje, ko smo šli v vojsko in vsak je lahko odrezal kos lasu, ne.
Še imajo te lase, te prijatelji tvoje, stare? Ne vem, če imajo, obstaja pa film, ki je nekaj časa celo krožil po netu. Zdaj ne vem, upam, da je zbrisan. Ko se glas, je res, da. Ja, je bilo zabavno. Dobar je. Alan, dajmo si pogledati zdaj tale vaš, bom rekel, res velik hit, ne? To je pa največji ali ni? Je top 3? Koliko za koga? Za mene je največji. Ne najboljši, drugi najboljši, ampak največji. Največji. Ti povedal, kjer je pa najboljši. Je pa največji. No. Rabem in ta zgodba z vojsko, da si zdaj to probati vse predstavljati skupaj v enem šusu, če bo ratalo. Dajmo.